Dober dan, spoštovano občestvo, prisrčno dobrodošli. Doživeli ste prelep uvodni pozdrav po zaslugi varovancev zasebne glasbene šole Ptuj in seveda njihovega maestra, dirigenta Jureta Podvratnika. Prisrčna hvala. Na tem mestu povabim k sebi še spoštovani gosti Tatjano Pregelj-Kobe in Tino Dobrajc. Dobrodošli. Lepo, lepo pozdravljeni. Se boste usedli? Se bomo usedle, pa sedajmo. Bo šlo? Opala. Očitno ni dovolj prostora, pa bomo na kratkih sedežih. Da. Kaj dol. Na hrbtu dobrodušnega zmaja Gaja Arturja, z levjesrčno krmarko, deklico Frido, ki jo potovalno-raziskovalna slast neutešljivo vzpodbuja, da budno zre v širni svet, pa s preudarno podganco Manco in mehko bližino zajčice Zoje si odstremo zastor, da bi doživeli zibelko zahodne civilizacije, Grčijo torej. Namestimo si posebna pilotska očala in priostrimo uho. Z nami sta torej, kot ste že slišali, pisateljica Tatjana Pregelj-Kobe in ilustratorka Tina Dobrajc, ki z dvojnim podpisom tankočutno označita nominiranko za knjigo leta 2022, Frido in zmaja Arturja Gaja v Grčiji torej. Spoštovani dami, veseli me, da sem v vajini družbi, prisrčne čestitke za nominacijo. Frida in zmaj Artur Gaj se družita že en čas, torej tudi v literarni obliki, v oprijemljivi knjižni obliki. Kam sta najprej potovala, to zaupajta, prosim lepo, in na to, kako ste se, morebiti vi, Tatjana Pregelj-Kobe, sploh srečali s to zvedavo deklico, ki jo tako neskončno srbijo podplati. Ja, Frida je res neka posebna deklica, o kateri smo govorili, preden je začela ta cela serija nastajati. Prva knjiga je bila Frida, ki je potovala z Arturjem Gajem, zmajem in zajčico Zojo in podganco Manco, da ne smemo tudi nje pozabiti, v Francijo. In takrat smo z Tino in Heleno Kraljič, založnico te knjige, sedele skupaj in razmišljale, katero ime je tisto, ki bi za cel svet bilo atraktivno, da potuje lahko v vse države, ne samo v Grčijo, Francijo, še kam drugam. In nekako, če pogledamo Tino, si lahko predstavljamo, da je ona kar izustila Frida. In naenkrat nam je bila ta Frida zelo simpatična, zelo navihana, zelo taka, ki bo dejansko radovednost pasla povsod in lahko pomagala pravljično pripeljati bralce, mlade, mlajše, tudi starejše, v te razne države, tako kot je bila v začetku Francija, ki, se moramo pohvaliti, je že takrat dobila zlato hruško, kar se mi zdi, da je bilo že kar neka vzpodbuda za naslednjo, ki je bila pa spet Frida za celo svojo druščino v Španiji. Bila tudi meni ena najlepših knjig doslej. Na kar seveda je prišla na vrsto Grčija in mogoče na koncu bomo tudi povedali, kam bo Frida z zmajem Arturjem kasneje šla. No, moram reči, da tukaj ni bilo dvoma, da bo Tina Dobrajc naredila iz tega besedila pravljičnega in na nek način tudi poljudno-znanstvenega oboje. To se pravi, njena pravljičnost, to, da ima občutek za zmaja, oziroma to naj pa Tina pove, kako rada riše zmaje. Da, Tina, to pa tudi mene mika poizvedeti, pa začnimo z zmaji. Ja, v bistvu je bilo tako takoj na začetku, že ko je bil tekst že kar napisan, se mi zdi, da smo mal oklevale, kakšno druščino bo ona imela. Se mi zdi, da ta
Ja, imeli smo kar nekaj par različnih idej, preden smo v bistvu prišli do zmaja. Smo se sprašvali o letečem kitu, pa o slonu, ampak ta slon bi bil mogoče malo preveč podoben enim drugi pravljici o letečem slonu. Pa v leteči preprogi. Pa tako, Si jo že naslikala. o leteči preprogi. In v bistvu je celo dve ilustraciji sta že nastali, ko je bila takrat še deklica Pika na leteči preprogi. Ampak to je bil začetek, ja, ampak pol nekako smo videli, da čist likovno bi mogoče fino funkcioniralo, da bi to dejansko bila neka njena žival, ki jo ima doma kot igračko in se v tem čudežnem popotovanju ona prelevi v letečo. In seveda potem, ko smo o letečih bitjih, je bilo meni tako seveda pač zmaj. Zmaji so itak ena taka fina, mistična bitja, ilustrirati jih je pa fino zato, ker noben v resnici ne ve, kako naj bi zmaj izgledal in si ga lahko zelo po svoje predstavljaš in seveda narišeš. Ja, jaz bi tukaj samo poudarila to, kako je važno uredniško soustvarjanje take knjige, ki je zelo zahtevna. Najlažje je napisati samo to pravljico, se nekaj dogovoriti, zmisliti, ampak dejansko to realizirati, tako kot je Tina rekla, moraš z vseh strani premisliti, da je to tako. Vsi sogovorci v knjigah posredi so zelo načitani, kar pomeni, da so najprvo neutešljivo zvedavi. Morebiti za trenutek postanemo pri knjigi, ki je danes pod obstretom. Četudi vemo, da se širše Sredozemlje diči z bujnimi viri in zato mnoštvom možnosti, je prav grška misel zmogla to silno potenco, ki je nazadnje donosila demokracijo, politično znanost, gledališče, pa zgodovinopisje, liriko in filozofijo. Prenos misli v grški, recimo i socialni mreži, je imel tolikšen podpih, da je bila naglost razvoja neogibna. In tako ste imeli Tatjana Pregelj-Kobe po svoje hvaležno, po svoje pa tudi silovito zahtevno nalogo na enem mestu zbrati poudarke, ki razsežje Grčije objamejo kar čim bolj kompaktno. Kako pa ste ugriznili v ta zalogaj? V vsakem primeru je šlo za to, da predstavimo tako kot Francijo in Španijo, Grčijo, seveda preko vseh zgodb, preko zgodovine, preko filozofije, preko vsega, kar je takrat v tem času nastajalo, ampak vendarle skozi celo zgodovino, kako se je Grčija, ne samo pravljična, dejansko spreminjala in kam jo je pripeljalo pač do sem, kar ne bomo zdaj razlagali, ampak predvsem smo hoteli tudi to, da je dogajanje do današnjega dne. To se pravi, od prazgodovine, kaj se je dogajalo takrat, od vseh mitov, ki so resnični in neresnični, mislim, ki so miti sami kot taki, do tega, kaj dejansko tam je in seveda vseh konkretnih podatkov, ki kdor potuje v državo, Francijo, Španijo, ali recimo Grčijo, kot v tem primeru, ima tudi vse konkretne podatke in lahko potuje in se tam srečuje z natančnimi zgodbami. Tina Dobrajc, vaša ilustracija, vemo, je na toliko načinov presežna. Zmorete biti zemeljski in zmorete zajemati iz mističnega in literarno razkošnega, zato vam gredo vsi pokloni. Knjige so estetsko dovršene do zadnje podrobnosti in tudi zato se vam enkrat več priklonim. Me pa zanima, kako ste nagovarjali sloje, enkrat Francije, nato Španije, nato Grčije in hkrati ohranjali rdečo nit, ki dela serijo prepoznavno in torej kompaktno, enotno? Ja, saj tukaj se mi zdi, da mogoče pri tem, da serija deluje enotno, mogoče ni toliko vprašanje neke intence, ki je bila pri meni že na začetku, na kakšen način pa, da
zavedanja, da moram ohranjati enotno, dejansko, ko se odločiš za, bom rekla, recimo nek stil ilustracije, in tukaj je pač smo vsi vedeli, da bo potrebno malo več realizma, tudi zaradi te poljudno-znanstvene tematike. In v bistvu je tako sproti prišlo, se mi zdi, no, da ni bilo tako zavedno, da bo to, da bojo tudi knjige med sabo kot serija. Se mi zdi, da ko mogoče najdeš ne zgolj tehniko ilustracije, ampak tudi nek stil, in če se ga pol držiš, je po moje ta avtorska roka zraven pač toliko značilna, da se potem to v bistvu samo od sebe reši na nek način. Hvala. Pomislim, tu ste in skoraj da bi bilo nezaslišano in neomikano, če bi tudi vas na nek način ne povabile k besedi. In ker se na tem odru kvizi strašno dobro obnesejo, se je izkazalo v preteklih dneh, je tudi mene zamikalo, da vam zastavim kakšno vprašanje in bi bila strahovito vesela, če bi odgovorili nanj. Kaj lahko poljubljam zrak, da ne bo pomote, torej kaj lahko obljubim v zameno, splošno odobravanje najprvo, pa aplavz in morebiti tudi kakšno glasbeno točko, ki bo namenjena seveda prav vam. In ker v Plejadah, ki jim pravimo tudi gostosevci, torej odprti zvezdni kopici v ozvezdju bika, najdemo 17 svetlejših zvezd, in ker je tudi Hesperit, Atlasovih hčera, ki so ob boku zmaja varovala drevesa z zlatimi jabolki življenja, natanko 7, bi morebiti zastavili nič več in nič manj kot 7 vprašanj. Pa si lahko skupnimi močmi prizadevamo odgovoriti nanje. Seveda je vse odgovore najti tudi v knjigi Frida in zmaj Artur Gaj v Grčiji. Tako da tisti, ki bo v zadregi, lahko pokuka vanjo. Agora, izvirna stvaritev grškega urbanizma, je v antiki pomenila glavni trg in versko središče mesta. Pa me sedaj zanima, poimenovanje agora se nasloni na glagol A. Trgovati, B. Zbirati se, C. Kramljati. Trgovati, zbirati se ali kramljati. Kaj porečete? Kateri odgovor bi mogel biti točen? Kaj ste rekli? B, C, C, aha, nekdo pravi kramljati torej? Ja, v resnici so seveda tudi trgovali in nedvomno kramljali, res pa so se najprvo morali zbirati, da so počeli eno in drugo. Se mi zdi, da ste se v večini strinjali z rešitvijo zbirati se. Res je. No, še en podatek, ki je droben, ampak ne pomemben. Titanka Mnemozina je bila boginja česa? Če se skušamo spomniti, kdaj smo nazadnje naleteli na Mnemozino, intenzivno premislimo in se res pošteno poigrajmo s spominskimi celicami. Torej, ali je bila boginja A. družine, B. večne mladosti ali C. spomina? Kaj pravite? C. Bravo, spomina. Čestitke. Morda je kdo med vami obiskal otok Rodos. Jaz sem imela tu srečo in sem se hipno zaljubila vanj. No, nekoč, da bi proslavili osvojitev otoka Rodos, doma boga sonca Helija, so stari Grki postavili impozanten kip s krono iz sončnih žarkov. Pa me zanima, kako visoka je bila ta grandiozna skulptura, ki je zrla na odprto morje. Naj povem, da je bila resnično visoka in da je danes ne vidimo več, ker se je potem zgodila tragična nesreča in se je sloviti kip tako rekoč sesul ali podrl, kakorkoli. Kaj pravite, kako visok je bil ta kip?
je imel A 37 metrov, B 13 metrov, C 22 metrov. 37, 13, 22? A, res je, imel je veličastnih 37 metrov. Lahko povemo, da ga danes z kipom Svobode v Ameriki primerjajo, zato je tudi zanimiv ta podatek bil zame v knjigi. Res je. Še eno ključno vprašanje. Kdo je prvi vztrajal, da je Zemlja okrogla, pač ne ploščata? A. Eratosten, B. Pitagora ali C. Aristotel? Bravo, Pitagora je bil tisti, kaj ne? Eratosten jo je pa pomagal izmeriti. Pa tudi Aristotel je seveda verjel, da je Zemlja okrogla. Aleksander III. Veliki Makedonski, ali krajše Aleksander Veliki, je mogel umno vladati, zakaj njegova naslomba je bil presijajni učitelj, mogočni mislec. Je bil to A. Homer, B. Sofoklej ali C. Aristotel? Kaj pravite? Kdo je Aleksandru Velikemu pomagal do velikosti ali veličine? Je bil to Homer, Sofoklej ali Aristotel? Nekdo je rekel C in res je bil Aristotel tisti učitelj. Vsi smo že kdaj na poti življenja naleteli na gordijski vozel, ne na tistega zgodovinsko izpričanega. Tisti vozel, torej, ki ga je na vozu zavozlal frigijski kralj Gordi in ki je kardinalnega pomena. Prerokba je namreč bajala, da bo svetu zavladal tisti, ki bo vozel presekal z mečem. In navsezadnje ga je nekdo čisto zares presekal z mečem. Kdo je to bil? A. Kekrop, B. Aleksander Veliki ali C. Aleksander I. Ne drugi. Kaj pravite? Je bil Kekrop, Aleksander Veliki ali Aleksander I? B ste rekli, res, Aleksander Veliki je bil in prerokba se ni motila. Zakaj? Veliki je bil z razlogom veliki in še nekaj večji pozneje. In še poslednje, 7. vprašanje. Tatjana je bila v dvomih, ali bodo mladi zmogli odgovoriti nanj, zato je izziv še toliko slajši. V kultnem filmu Grk Zorba, filmu, ki ga je v svet ponesla tudi glasba, zaslišimo skladbo Zorbov ples, kot smo jo slišali na začetku tega dogodka. Kompozicijo skorajda večjo od življenja, delo mojstra Mikisa Teodorakisa. Mene pa sedaj zanima, kdo je na filmskem platnu upodobil radoživega vaščana Zorbo. Je bil to A. Gregory Peck, je bil to B. Anthony Quinn ali C. Tony Curtis? Kaj pravite? Kdo je sloviti Grk Zorba, ki ga nikoli nismo pozabili? Gregory Peck, Anthony Quinn ali Tony Curtis? Če od vas kdo ve, kaj igrate to skladbo? Ne? Ja, čista resnica, čestitke. Ja, prekrasno. Res ste se več kot sjajno odrezali, zato pomislim, da bi morebiti bil trenutek pravi, da bi kitarist David Aubel povabil tokrat pod krov urugvajske glasbene umetnosti. In sicer bo zaigral kandombe, glasbeno zvrst, ki se je nekoč stopnjevala v plesno umetnost, kot so jo izvajali afriški sužnji. Pa mu damo glasbeno besedo.
Prisrčna hvala, David. Prej omenjeni Anthony Quinn se je tako zaljubil v Grčijo, da je v drugi polovici svojega življenja tudi tam bival. Tatjana, s čim pa se je vam Grčija najgloblje prikupila? Kaj bi dejali? Pravzaprav ne bi niti vedela na to vprašanje v zvezi s knjigo v nobenem primeru, ampak večkrat sem šla tja, samo enkrat pravzaprav z otroki in večkrat z mojo mamo na različne konce, ker je njo tako privlačila v bistvu Grčija z svojo mirnostjo, čudovitostjo, raznolikostjo, od morja do hribovitih delov in ne vem, če bi šla tolikrat, če ne bi bila z njo. Mogoče ravno zato v tej knjigi nastopa tudi babica. Zanesljivo, da, ker kot vemo, je jezik podzavesti najglasnejši jezik, ki pravzaprav z nami upravlja, kaj ne? Seveda ste bili pri kovanju vrstic v knjigi sistematični, zajeli ste umetnostno-zgodovinske poudarke, seveda temeljne zgodovinske prelomnice, filozofske cezure, osredotočili ste se tudi na literaturo, film in glasbo, tako se že čisto na začetku spomnite otrok iz Pireja in tako naprej. Tina Dobrajc, vi pa ste skozi sledenje vsebinski niti najbrž doživeli Grčijo še drugače in na novo, ali kako? Ja, seveda, definitivno. Tudi jaz sem Grčijo že parkrat obiskala, ampak ponavadi se vsi vemo, kako to gre. Teden, mogoče 2 dopusta in je to zelo malo v primerjavi s tem, v bistvu, kam te lahko knjiga domišljijsko popelje iz celine na otoke, vse pač to ne gre realno tako hitro preskakovati. In seveda, ja, v bistvu Tatjana je tako fino, se mi zdi, povezala ta noro število stvari, ki bi vsakič znova, po moje, če bi še enkrat šli skozi, bi vedno najdel eno stvar ali pa mogoče drugo stvar izpostavili, ali pa ti je mogoče žal, da ene stvari nisi, ampak pač preprosto si tudi omejena določeno, to bi lahko bila v bistvu Grčija serija že sama po sebi, no, skoraj. Ja, jaz moram ravno to povedati, kar je zdaj Tina nakazala. Ta knjiga je nastajala skoraj 3 leta. O Grčiji je bilo ogromno napisanega in narediti selekcijo privlačno za 10 do najstniških let, razumljivo, privlačno, pa vendar v celoti je v bistvu dosti težji, kakor pisati za odrasle. In ta selekcija je bila pravzaprav zelo skupna, no? Kako bi rekla, od založbe, urednikov, Tine, mene in tako naprej. Krajšati smo mogli, dejansko smo delali uredniško na tem in je bilo to zelo zahtevno delo. O tem ni nobenega dvoma. Sem bila v skušnjavi, da bi dodala, da je pisanje potopisa vendarle vedno tudi zelo osebno izpovedno. Poudarke namreč izbiramo skladno s srčnimi nitmi, no tokrat je bilo na delu več srčnih nitk, kot ste pravkar podčrtali, zato je to srce še toliko večje in silnejše v svojem utripu najbrž. Maestro Jure Podvratnik je obljubil, da nam bo predstavil še eno veličino. Tokrat je to paragvajski skladatelj. In če se bodo vaši spomini morebiti uzdramili, ker da so nekoč že slišali za Barkarolo, pesem beneških gondoljerjev, se seveda ne bodo zmotili. Čarni zvok pa bo, kot je maestro poudaril, ozaljšan z južnoameriškimi melodijami in harmonijami. Izvolite.
Spoštovani dami, serija ne bi bila serija, če ne bi imela več kot... Šalim se, ja. Hotela sem se pošaliti, ampak v resnici je tako, da se ima nekoč razmeroma kmalu roditi že ali še četrto dete, kaj ne, Tatjana Pregelj-Kobe? Ja, zanimivo je to, ker je meni pesnik Ciril Zlobec pred leti rekel, najlažje je napisati prvo pesniško zbirko, napisati prvo zbirko v knjigi, prvo zbirko iz kjerekoli tematike, za drugo se moraš že bolj potruditi, da pride dalje. Pri tretji je zametek serije, šele četrta knjiga pomeni, da je to nastala serija knjig. In to dejansko je res. In res je tudi ves čas, ko je Tina slikala ilustracije in ko je čistila in prečiščevala tudi cela ekipa v založbi Morfem, smo že razmišljali o četrti in ja, lahko povemo, to je Tini zelo ljuba. No, kar povej. Ja, v bistvu je bilo zanimivo, ker je Tatjana, ti si že na začetku, mislim, ko smo se začeli pogovarjati o četrti, pa malo snovati skupaj neke ideje, kam in kako, in v bistvu smo rekli, če bi se mogoče malo umirili, malo mogoče izpostavili v četrti knjigi bolj naravo države, seveda tudi kulturo, ampak bolj ta silovitost, čudež narave. In seveda je vsem bila zelo logična odločitev, da bo šla na Islandijo. Skratka, odločitev je prišla, da bo naslednja knjiga na Islandiji in dejansko zato, ker je knjiga o Grčiji tako zahteven projekt, da bi po Grčiji težko naredili Italijo ali Anglijo, ki jo imamo tudi v načrtu, ker zahteva ravno toliko veliko dela, veliko čiščenja, veliko takih zahtevnih uredniških, ilustratorskih in pisateljskih zahtev. Islandija pa, ne bom rekla, da ni zahtevna dežela, ampak kljub vsemu njena zgodovina od vikingov do danes je mogoče malo manj zahtevna. Tudi ljudi, ki jih je tam komaj še manj, kot jih je v Ljubljani. Ja, tako. Manj kot ovc. To je pa rekla Tina zato, ker v tem času, ko smo se o tem pogovarjali, je Tina seveda šla na Islandijo in jo je malo od blizu potipala, da bo lažje kasneje po besedilu narisala ilustracije. A ne, Tina? Ja, tudi zaradi tega. Ja, samo zaradi knjige sem šla. Bravo. Prisrčna hvala obima vam, Tatjana Pregelj-Kobe, za rahločutno tkanje, ki je navsezadnje tako gosto in rahlo hkrati, in vam, Tina Dobrajc, za vašo nezmotljivo umetniško silo. Obe drami ta v lepo in to je vselej dragoceno. V teh časih pa ne mara še za spoznanje bolj. Prav je, da izzvenimo z grškimi zvoki. In ker so varovanci zasebne glasbene šole Ptuj pod dirigentsko taktirko Jureta Podvratnika pričeli zvoki Sirtakija, nemara res ne bo odveč, če bi zgodbo tudi pripeljali do sklepnega dejanja z njimi ob boku. Zato na tem mestu enkrat več oder prepustimo zasebni glasbeni šoli Ptuj in njihovemu karmarju, ako smem reči, Juretu Podvratniku, prisrčna hvala, da ste se pripeljali z daljnega Ptuja, vzhodnega ali kot nekateri radi rečejo azijskega konca Republike Slovenije. Vam se zahvaljujem za res dostojanstveno udeležbo na kvizu in vso budnost, pozornost. Hvala še enkrat obema. Bodite nezaslišano lepo. Če pa vas mika pogledati
v knjige, prej omenjene 3 knjige o Fridi in zmaju Arturju Gaju, pa to lahko storite na bližnji stojnici založbe Morfem. Dobrodošli, vse najlepše, vsem brez izjeme, srečno! Prisrčna hvala enkrat več, jaz pa vam, spoštovano občestvo, dolgujem še podatek, da bosta obi avtorici, Tatjana Pregelj-Kobe in Tina Dobrajc, ako boste želeli, seveda podpisali izvod 2, kolikor pač knjige, o kateri smo govorili, in ostalih 2, ki smo se ju tudi dotaknili. Dobrodošli torej na stojnici založbe Morfem. Hvala in srečno!